Jaz bi vas pozdravila v ekipu festivala oziroma mednarodne plesne manifestacije, kot smo jo skupaj poimenovali Pajek, ki se bo po prvi ediciji, ki je bila oktobra 2010 v Atenah, tukaj zgodila v Ljubljani. Gre za mednarodno plesno manifestacijo, ne kulturno manifestacijo, zaradi tega, ker je izhodišče naše mreže je sodoben ples. Gre za poseben, bom rekla, festival oziroma poseben niz dogodkov, kjer je v središče postavljena predstava sodobnega plesa, vendar je pa cel sklop dogodkov namenjen, v bistvu glavna nekako poanta je druženje, ampak je niz dogodkovnosti drugačen, to se pravi, da je zasnovan na dnevu. To se pravi, da ljudje, ko pridajo, so povabljeni, da se z nami družijo, da ostanejo, da gledajo predstave in tako naprej. Gre bolj za druženje, kamor ste povabljeni vsi. Zdaj, ta druženje pogojujejo delavnice, plesne predstave, diskusije, zabave, skratka pestro. V strukturi sami gre za 6 predstav, ki se bodo zvrstile v 3 dneh, izredno kvalitetnih plesalcev, koreografov, vsi so že, bom rekla, referenčni na svojem področju. Poleg tega se bodo odvile delavnice, plesne delavnice tudi za otroke, delavnice kreativnega pisanja in tudi vizualna delavnica. Poleg tega je pa seveda vsak dan posebej se bo pa končal z druženjem posebne vrste. Zdaj pa, da ne bi preveč na začetku povedala, jaz bi besedo pridala kar Mateju Kejžarju, na moji levi, plesalcu, koreografu in trenutno deluje v belgijski skupini Rozas, da malo osvetli začetno idejo, odkje Pajek, kako je do tega prišlo, ker on je tisti, ki nas je vse nekako skupaj združil in nekako povedal v to manifestacijo. Ideja za Pajka se je pravzaprav zgodila po fantastični vaji, ki smo jo imeli v Belgiji, v Bruslu, namreč trenutno delujem v Belgiji, v plesni skupini Rozas. In na tej vaji se je zgodilo, da sva dva absolutno drugačna človeka, drugačni osebi, imela enkratno komunikacijo, ne glede na to, da so bila popolnoma različna, z drugimi idejami, z drugimi načini, vse je bilo absolutno drugače, ampak kar se je zgodilo, zgodila se je ta komunikacija. In tukaj naprej sem jaz kolegu predlagal, da bi naprej sodelovali v tej smeri, kot sva zastavila, in prišla je pač ta ideja mreže Pajka, kjer osnovno izhodišče je, da vsi drugačni, vsi enakopravni, da kljub temu, da vstopamo v skupen prostor, kjer se gradi skupen jezik, ta jezik ne pogojuje, da vsi začnemo govoriti isti jezik, ampak da v ta skupen prostor vstopamo z lastnim jezikom in ta prostor kreiramo, robimo z lastnim jezikom. Kaj zdaj to pomeni? Da ni težava v tem, da bi poiskali skupen jezik. Težava je v tem, da z specifiko skupnega jezika najdeš gestikulacijo, s katero se lahko navezuješ na drug jezik. Kar pomeni, jaz govorim francosko, ti govoriš angleško, vi govorite kjerkoli jezik, ampak v tem jeziku so neki razpoznavni znaki, neki razpoznavne geste, ki nas družijo. Ko sem prišel nazaj v Slovenijo, sem premišljal, kako lahko mi to mrežo pokrenemo, rabim ljudi, ki niso samo striktno iz sodobnega plesa, ampak v sodobnem plesu vstopajo skozi različne zorne kote. Tako sem prišel do Žiga, ki mi je bila ideja zelo všeč, in prek Žiga sem prišel do Andreja in sem prišel do nekoga drugega in tako naprej. In projekt se je začel graditi. In zdaj ta projekt ni bilo, ko smo ga napisali, ta prva oblika projekta, če bi ga zdaj bral, bi se po mojem vsi smejali, zaradi tega, ker je bil zelo nedefiniran, neroben, ampak je bilo pa to neko jedro, neka želja, nek pogum, da se iz tega nekaj naredi. In ta projekt smo pravzaprav gradimo in smo ga začeli graditi že pred enim letom. Ja, naj samo povem, da je pač projekt že v izhodišču, pač ima ta mednarodni značaj, da gre za poseben festivalski niz. Če tako tukaj si pogledate tole pač nekako zloženko, na kateri je program,
v bistvu tudi na nek način odslikava to našo idejo, to našo skupno idejo, ki smo jo imeli, to se pravi, da gre za neke različna področja, ki se potem sestavijo v konkretnega pajka, ki je malo drugačen v različnih mestih. V Atenah je bil malo drugačen, v Ljubljani bo malo drugačen, naslednjič bo v Lyonu malo drugačen, potem imamo pa tudi planirano še Zagreb in Salzburg. Zdaj pa bi jaz kar predala besedi vodji festivala Žigu, da malo več pove o festivalu samem. Jaz bi se mogoče postavil na to, mislim, bi štartil iz tega, zakaj govorimo o ta plesna potočna manifestacija, ne? Recimo poleg tega, da je festival. In stvar je v tem, da je to del projekta, ki je v bistvu večji od samega festivala. Se pravi, ne gre samo za en festival, ampak ta Ljubljanski festival je del projekta, ki se nadgrajuje in ki se gradi in ki gre čez vsa ta mesta, ki zraven sodelujejo. In se bo tudi končala neki novi produkciji, ki se bo zgodila naslednjo leto. Druga stvar je tem, recimo to je ena stvar, ki razlikuje ta festival od drugih festivalov, se pravi, da smisel je v tem, da se ljudje pač dobijo, te umetniki, da se dobijo na nekem mestu, da lahko se večkrat dobijo in začnejo ustvarjati nek nov projekt. In to je ena stvar, ki drugače ima festival običajno nek končen datum, ki se konča, v bistvu ta festival gre pa naprej, ne, se v bistvu nadaljuje preko tega zaključka samega festivala. Potem zdaj ta čist program, ki smo ga za Ljubljano nekako pripravili in je v bistvu mišljen kot, kar je spet neka razlika, no? Ni mišljen, da gledaš vsako predstavo posebej, ampak je mišljen, da gledaš večer. In je narejen kot večer, kjer prideš ti tja, si lahko gledaš več predstav, se pravi eno večjo, dve manjši. In imaš tam tudi priložnost, da spoznaš neke ljudi, da pride do neke interakcije med občinstvom, med umetniki, tako da ni zdaj samo, da ti prideš v teater, pogledaš, se usedeš pač tam, kjer so stoli, si pogledaš predstave in greš ven. Ampak da imaš malo več časa, da lahko dejansko vidiš več predstav, da lahko razumeš v bistvu, kaj te plesalci hočejo, da se lahko tudi na vse zadnje pogovoriš z njimi in da se spoznaš z njimi. Zato je cel večer pripravljen na ta način. To je recimo ena stvar. Potem, kar se programa tiče, jaz mislim, da smo zbrali zelo kvalitetne zadeve iz Slovenije in Evrope, no, kar se plesa tiče. So zelo dobri plesalci, so pa še vedno te predstave nekaj, kar ni recimo bilo še predstavljen pri nas. Tudi so večje predstave, recimo od Ferlina, ta nova predstava, ki je dobila zelo veliko nagrad na Hrvaškem, v bistvu prvič gostuje izven Hrvaške. Potem imamo v nedeljo dosti znana grška umetnika, ki sta tudi v bistvu imela premiero zdaj januarja v Grčiji. In smo spet prvo gostovanje v bistvu mi, ne. Tako da tle nekako nas je prav zanimali, da imamo neke res nove predstave nekih referenčnih umetnikov, ki v bistvu, da je Ljubljana dobi neko novost, no, ker se mi zdi, da včasih kakšen festival pozabi na to, da je prav nekaj novega, ne. Tudi v evropskem prostoru novega, v tem smislu, mislim. Zdaj, kar se pa drugače tiče, je pa seveda ni samo ples, ne, so tri različne umetniške forme, se pravi vizualna umetnost, je še zraven pa pisanje, ki mogoče zdaj niso toliko prezentne za javnost, zato ker se dogaja preko delavnic, kjer se v bistvu ni delavnica samo v nekem izobraževalnem smislu, ampak se v bistvu dela projekt, ne. Tako da bo v bistvu na koncu se naredila nek plesen projekt, nek vizualen projekt, pa nek pisani projekt, ki bo v bistvu bil potem neka zaključena celota 2012. In takrat bo v bistvu bolj tudi prišlo ven, da je v bistvu to res iz treh umetniških forum narejen, ne samo zdaj, da je ples, ne. Mogoče zdaj ples pride malo bolj do izraza, pa iz plesa izhaja, ne. Tako da zaradi tega je več poudarka na tem. Kjera stvar še, Baby Pajek, no, to je en program, ki se nam je zdel zanimiv, da umestimo v bistvu to otroško predstavo Ikoškrat v soboto. To so Saša Lončar, to vodi, ki je ena verjetno najboljših mentorc za otroke in v bistvu res z majhnimi otroki dela, pa jih potem spravilo do res dalečno, da se začne profesionalno s tem ukvarjati. In se nam je zdelo, da prav postavimo tudi to predstavo čisto ob bok tem drugim predstavam. Se pravi, da ni zdaj to čisto ločeno, ampak v bistvu nastopa eno z drugim, imamo tudi pač to delavnico plesno za otroke zjutraj.
Kar se publike tiče, se nam je tudi zazdel zanimiv, da bi nekako več publike dobili, več občinstva ali pa več različnega občinstva, kot ima recimo navadno nek plesen program, ne glede na to, koliko je kvaliteten. Zato smo prvič naredili to, da res imaš malo več časa, da si lahko vzameš čas, da si ogledaš več predstav, da lahko se pogovoriš z ljudmi. To je ena stvar. Druga stvar je, da smo prav šli na te ljudi, ki živijo okrog španskih borcev in ponujamo zastojen vstop in jih prav od njih vabimo, da bi prišli tja noter mogoče. Ne pričakujemo veliko ljudi, ampak če pride 10 ljudi iz tam, ki drugače ne bi vstopili v ta center sploh, se nam bo zdelo super. Da bo to super. Isto velja za brezposelne, ki smo tudi šli na zavod, so nas bili tudi zelo veseli. In tudi oni imajo brezplačno vstop. Tako da probamo še nekako, da bi, mi verjamemo, da pač je dober program, da se ples lahko razume široko občinstvo, da to ne rabiš biti neki zdaj intelektualno podkovan ali pa recimo, da spremljaš, da poznaš zgodovino, da to lahko razumeš in je pa seveda zelo težko prebiti to prvo mejo, da priješ pogledati. Tako da smo probali program tudi na ta način narediti. Se pravi, da je bolj neformalno, da je neko druženje v tem smislu, da se da v bistvu vstopati, mogoče tudi za tiste, ki ne bi takoj prišli. Pa je kot potujoča kulturna manifestacija se ne dogaja samo na enem mestu, dogaja se na 5 mestih. To je v Atenah, kjer smo že bili, sedaj smo v Ljubljani, gremo v Lyon, zgodilo se bo še v Salzburgu in pa v Zagrebu. To je neka nomadska oblika, nekega, kot sem že prej rekel, druženja z namenom, da se raziščajo pogoji in pa možnosti sodelovanja. Zdaj, ko potujemo, seveda ta cela oblika, cela manifestacija spreminja svoj namen pa svoje sporočilo. Vsaka država ima svojo specifiko, se pravi, tako kot se obnašaš, tako kot se dogajajo stvari v Grčiji, se vsekakor ne dogajajo v Lyonu, ampak mi za našo mrežo se probamo infiltrirati v specifično okolje. Se pravi, cela oblika pajka je non-stop morfna, se pravi, ni zakoličen točno, kako se bo zgodil, kako se bo kako bo cel festival komuniciral navzven. To vedno prilagodimo glede na mesto in v specifičnem mestu tudi povabimo umetnike iz tega mesta, se pravi, ostaja samo main core, glavni v mreži smo isti, medtem ko pa sodelujoči so iz mesta do mesta so drugi.